Pomemben napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Nemški raziskovalci so razvili cepivo, ki je pri prvi polovici prebolevnikov preprečilo, da bi se bolezen ponovila. To je namreč eden najbolj agresivnih rakov z zelo majhno možnostjo preživetja. 5 let po diagnozi živi le približno 5% bolnikov. V študiji, objavljeni v reviji Nature, poudarjajo, da so cepivo prilagodili vsakemu pacientu posebej, no izdelava takšnega personaliziranega cepiva pa je trajala le 9 tednov. In to je velik obet tudi za zdravljenje vseh ostalih vrst raka, več pa Tjaša Dogolen. Raziskovalci nemškega BioNTecha so si zadali težek cilj, pravi profesor Roman Jerala z Kemijskega inštituta. Tukaj je šlo za primer enega zelo agresivnega raka trebušne slinavke, kjer jih mogoče 90% ljudi umre, mogoče 75% v prvem letu. Cepivo proti omenjeni bolezni so izdelali z mRNA tehnologijo, ki jo uporabljajo tudi v cepivih proti COVID-19, razlaga profesor Alojzij Han z medicinske fakultete. Ideja tega cepiva je, da se pravzaprav potem, ko se diagnosticira tumor trebušne slinavke, da se vzorec tega tumorja vzame, se analizira mRNK molekule iz tumorskih celic, se pravi, da bi za vsakega bolnika posebej naredili cepivo, ki bi bilo pravzaprav umerjeno na točno njegov tumor. Ker je omenjenega raka zelo težko odkriti in zdraviti, pogosto se tudi znova pojavi, so se odločili, da cepivo preizkusijo na prebolevnikih. Testiranje je prevzela ena od newyorških bolnišnic, odzvalo se je 16 oseb, pri 8 se rak ni ponovil. Pri tistih, ki niso se odzvali, bilo nekje preživetje povprečno 13 mesecev, medtem ko pri tehle pa v bistvu po letu in pol so še zmeraj zdravi. Prednost mRNA cepiv je, da jih je mogoče hitro prilagoditi. Za izdelavo personaliziranih cepiv proti raku trebušne slinavke so denimo raziskovalci potrebovali 9 tednov. Do zdaj so že pospešili ta postopek na 6 tednov, obljubljajo, da bo mogoče izvedljivo v 4 tednih. Raziskava je eden prvih precej prepričljivih dokazov, da je mogoče tumorje zdraviti tako, da se imunski sistem usmeri proti mutiranim proteinom, še dodaja Han. Da poišče samo rakaste celice in jih uniči, medtem ko istovrstne celice, ki pa niso postale rakaste, pa pusti na miru. Študija je res da majhna in v prvi fazi, pravita sogovornika, a odpira vrata širšemu poskusu, ki bo pokazal, za kako velik preboj v resnici gre. Greste v naslednjih dneh na Slovenijo.